Dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora, je v počastitev praznovanja 15-letnice uveljavitve zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika obiskal Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Seznanil se je z delom in aktualnimi problemi te reprezentativne organizacije, ki že več kot 85 let zastopa interese oseb z okvaro sluha. Sprejel ga je predsednik zveze Mladen Veršič, ki je kot enega izmed ključnih problemov izpostavil dejstvo, da je razvoj slovenskega znakovnega jezika prepuščen invalidski organizaciji, kar pa v tujini ni običajna praksa. Da njihov center za razvoj znakovnega jezika deluje strokovno, dokazuje tudi dejstvo, da je center registriran pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost. Učinkovito delovanje pa se odraža s pripravo približno 10.000 standardiziranih kreten, ki so uporabnikom na voljo v spletnem slovarju. O njegovi strokovnosti pa priča tudi evropsko jezikovno priznanje Evropske komisije. Dr. Brglez je ob tem zagotovil, da bo podprl nadaljnja prizadevanja gluhih pri uveljavljanju rabe znakovnega jezika na vseh področjih. In če jaz prav razumem, je Ministrstvo za kulturo šele v lanskem letu prepoznalo samostojnost slovenskega znakovnega jezika, torej bo treba v pogajanja z ministrstvom, da bi to lahko dejansko prevzelo tudi ta razvoj, oziroma je treba zadeve uskladiti, ampak na koncu koncev je odločitev glede tega pravzaprav vaša. Vi ste na tej točki ste avtonomni in mislim, da je prav, da je tako, ampak ta partnerski odnos z državo, ki dejansko mora skrbeti za slovenski jezik, bi morala skrbeti seveda tudi za slovenski znakovni jezik, ampak tukaj je ta odnos treba nekako urediti. Vemo pa, da je zelo dolgo trajalo, da je Ministrstvo za kulturo bilo vsaj pripravljeno priznati. In tukaj bo vsa podpora tudi z moje strani oziroma strani Državnega zbora in tistih, ki razumemo, zakaj je to tako pomembno. V zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika ni posebej naveden pritožbeni organ, vseeno pa se uporabniki lahko pritožijo na več načinov. Najprej lahko pritožbo naslovijo na pristojno ministrstvo. Vsak zakon ima tudi postopke in načeloma pritožbeni organi obstajajo. Problem je, da je v vašem primeru teh pravzaprav več. Recimo, če je kakšna pritožba na tolmači, imamo neko razsodišče za tolmače znakovnega jezika. Če je karkoli ne deluje pravilno glede voucherjev ali karkoli tega, je pač pristojno ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. In ono je dolžno odgovoriti. Torej, na pritožbo je dolžno odgovoriti. Če ta ne zdrži, se lahko gre potem pa naprej. Ker imaš enkrat prvostopenjsko odločitev, potem pa lahko greš tudi na upravno sodišče. Za uporabnike je pomembno, da se izvedejo še neuresničeni sklepi, ki so bili kot priporočilo poslani na Vlado Republike Slovenije januarja leta 2008. Po 9 letih je bilo že doseženo oziroma uvrščeno v posamezne zakone naslednje. Omogočena je raba slovenskega znakovnega jezika v stiku gluhih z izvajalci javnih služb, plačnik storitev pa je država. Vzpostavljen je bil klicni center. Izobraževanje na vseh ravneh vseeno še ne zagotavlja popolne dostopnosti. Nacionalna televizija od leta 2009 širi dostopnost informacij s tolmačenjem Dnevnika in Slovenske kronike ter številnih drugih informativnih in izobraževalnih oddaj preko spleta. Medtem ko podnaslovijo približno 90% vsega programa. Med neuresničenimi sklepi pa ostaja nov seznam telesnih okvar, priznanje 100% telesne okvare gluhim, rehabilitacija gluhih in naglušnih in revizija dogodkov ter ugotovitev morebitnih kršitev pri ukinitvi invalidskega podjetja Dan ter ustanovitev novega invalidskega podjetja
v katerem bi se zaposlovali gluhi in naglušni. Nekatere zadeve so pravzaprav bile realizirane, sicer na takšen drugačen način, recimo zakon o poklicnih rehabilitaciji in tudi zaposlovanju invalidov, recimo, ne, tukaj neke zadeve predvideva. Potem tehnični pripomočki so bili realizirani. Zdaj imamo ta zakon, kot ste rekli, o osebni asistenci, ki opet en del tega naslavlja in ga, glede na to, kar smo danes povedali, v marsičem ne bi bilo, če ne bi bliže nastavki v tem zakonu o slovenskem znakovnem jeziku že nekako zastavljeni, čeprav domnevam, da je konceptualno le malo drugače kot to, kar se danes realizira. Torej, nekatere od teh zadev dejansko imamo. Potem je treba vedeti, da je velik del tega treba še realizirati. Kot ste omenili, tisto stopnjo invalidnosti, ki je iz leta 83, samoupravni sporazum, ki seveda ne velja. Vem, da ga ministrstvo naj bi pripravljalo z vsemi deležniki. Seveda sam kot poslanec moram pač verjeti, da bo to ministrstvo to zadevo naredilo. Tudi ministrstvo za zdravstvo naj bi pripravilo zakon o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi bil v tem letu v delu. Tudi tam je en del te problematike. Tako da na koncu, če bo vse sprejeto, kot bi moralo biti, potem bi velik del tega, kar je bilo na tistih sklepih, moralo biti realizirano. Pri uveljavljanju pravic gluhih pa nimata ključnega pomena samo vlada in državni zbor. Pomembno je tudi, da civilna družba opozarja na težave, predlaga rešitve in poziva odločevalce k njihovi uveljavitvi. Ob tem pa je dr. Brglez pohvalil aktivno vlogo, delo in dosežke Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.